Hvaležno pozdravljeni, spoštovani gledalci in gledalke. Voda. Voda je vir življenja. Brez vode ne bi šlo. Kolikokrat slišite vse te informacije, ampak koliko prav zares vemo o vodi? Poznamo vse njene sposobnosti? Pogovarjala sem se z inštitutom Bion, recimo, kjer raziskujejo vpliv energiji na vode in kako človek lahko na kakšen način vpliva sam. Kako na kvaliteto vode vplivajo oblike, takšne in drugačne. To so nora znanja, ampak tista, ki so nam bila dana in tista, ki jih absolutno moramo sprejeti v svoje življenje. Kakšne sposobnosti vse ima voda? Danes bomo govorili o tem, zato sem v svojo družbo povabila eno prav posebno žensko, ki je prav tako veliko časa in energije namenila tem tematikam, predvsem pa svojo pozornost. In treba je spoštovati svojo pozornost, kajti tam, kamor jo usmerimo, tam se začne neka kreacija. In podobno je tudi pri vodi, kaj ne da? Ja, drži, dober dan. Lepo pozdravljeni. Kaj se moramo za začetek zavedati o vodi, tako na splošno? Vodo moramo obravnavati tako kot ljudi v bistvu. Z ljudmi moramo delati spoštljivo, se pravi, zato ker vemo, da na vse naše reakcije oni čutijo. In z vodo je popolnoma enako. Se pravi, voda lahko reagira na naše misli, lahko reagira na fotografije, ki jim jo izpostavljamo, pa tudi na oblike. V bistvu reagira na vse, čemur je izpostavljena. Se pravi, tudi na, recimo, ne vem, v šamanizmu recimo poznam to tehniko, kad daš na svojo fotografijo gor vodo in voda vsrka dejansko te informacije. Ampak, če to poveš enemu, ne vem, človeku na cesti, ti bo rekel, pa ko si pa ti danes pil? Drži, ja, ampak Dr. Masaru Emoto je en japonski znanstvenik, ki je že več kot 15 let nazaj začel raziskovati te stvari in je dejansko ugotovil in začel širiti to zavedanje, da voda je živa. Ni to mrtev element, kot se še vedno večinoma učijo v šoli, ampak ima sposobnosti zaznavanja, tako kot sem rekla, kot ljudje. Tako da samo zavest je treba širiti o tem, to je pač dejstvo. To je dejstvo. Ja, samo zdaj, ko recimo predstavljam te stvari že več kot 4 leta v Sloveniji, vidim, kako se je ta nivo dvignil. Na začetku so me res večinoma debelo gledali, zdaj pa že veliko ljudi razume, pozna tudi dr. Masaru Emota, kristale vode in tako, njim več to španska vas, ampak še vedno je treba to kritično maso dvigati. Dvigati, da pridejo na ta pravi nivo. No, jaz recimo svoje goste strežem s prav posebnimi kozarci v posebnem vrču, karafi. Karafa, ja. Karafi, tako. In posebne simbolike so tudi spodaj, ampak recimo zdaj predpostavljam iz tega, mi se zdaj tukaj pogovarjamo o različnih tematikah, o ljubezni, takih in drugačnih stvarih. Voda dejansko, ki je v karafi, to zazna. Ja, ja. Obstajajo recimo zato različni kozarci z različnimi afirmacijami spodaj, ki prek barve, prek simbola in prek besed vplivajo na vodo. Kot pravim, to ni nič novega. Dr. Masaru Emoto že pred več kot 15 leti, kot pravim, to začel raziskovati in dokazovati, da to na vodo vpliva. To so samo izdelki, ki vsa ta dognanja nekako združujejo in predvsem jih delajo uporabno. Recimo jaz sem bila s temi dognanji seznanjena že več kot 15 let nazaj. Mislim, 15 let nazaj, ko sem pač dobila v roke to knjigo, ampak ko sem se pa čez čas vprašala, ja, Andreja, vse to veš, ampak kaj pa v resnici imaš ti od tega, kako si s tem pomagaš v vsakdanjem življenju? A projeciraš kakšne misli vodi ali pa napišeš res kaj na kozarc, pa potem prek tega pomagaš vodi, da postane boljša. Dejansko se to ni zgodilo niti enkrat v tem času. Tako da to je nekakšna bližnica do tega, da imamo lahko zdravo vodo vsak dan pri sebi. Zdaj pa recimo, ali imamo tavžentinen vrč, ali bo tudi oblika vrča vplivala na kvaliteto vode? Ja, ravno Švicari so to dokazali. Oni
so na bazi tega, kar se je že vedlo o vodi, se pravi, na kaj vse voda reagira, so pa oni rekli, kaj pa če morda tudi na oblike, ne? Če reagira na glasbo, na fotografije, na misli, zakaj pa ne bi še na oblike. In so potem v steklarnah pihali različne oblike in z isto tehniko kot dr. Emoto so fotografirali zamrznjeno kapljico vode in pogledali, kakšen kristal tvori. In so dejansko videli, da na oblike, ki izhajajo iz razmerij zlatega reza, to so ena razmerja, po katerih je ustvarjeno naše telo, večino stvari v naravi, to je od nekdaj pojem lepega v arhitekturi. Je to sveta geometrija, jezik luči? Ja, to. Ta razmerja se že od nekdaj uporabljajo in so nam... Tukaj lahko vidimo fotografijo, ne? Tako. Ta razmerja se že od nekdaj uporabljajo v umetnosti, arhitekturi in tudi narava je sestavljena iz teh, recimo cvet sončnice, polžja hišica, storž, praprat, vse je kot da bi nekakšen matematik to ustvarjal v bistvu. Torej, tukaj vidimo kup enih fotografij, takšnih in drugačnih, od galaksij pa pravzaprav do cvetlice, vse se torej dogaja v prav posebnem razmerju, to je sveta geometrija, jezik luči in recimo tale vrč, ki ga imam jaz, ne? Tale vrč ima posebne vdolbince in vse te zadeve. Meni je bilo rečeno, da je to točno določeno, da to ni se nekdo igral v steklarni, ampak da tukaj gre dejansko prav tako za neka pomembna razmerja. Tako. To je Fibonaccijevo zaporedje, tale kaskadni volumen, se pravi 1, 1, 2, 3, 5, 8. To je tudi del v bistvu svete geometrije in prav tako pozitivno vpliva na strukturo vode. Se pravi, voda že, ki je dejansko tukaj notri, dejansko dobi informacijo. Ja. Jaz tako velikokrat rečem, da je to kot neka dnevna soba za vodo. V naši dnevni sobi mi poskrbimo, da se dobro počutimo, vse nam je lepo domače in tudi voda v tej karafi se počuti domače, zato ker ta razmerja srečuje, ko potuje v naravi, preden jo ujamemo mi v vodovodni sistem. Spodaj je tudi priljubljena in v naši oddaji lahko res veliko vidite. Govorimo o sveti geometriji, zdaj bolj ne bom nagnila kam polila. Sveta geometrija, roža življenja je tista. In kako vi vidite rožo življenja? Zakaj roža življenja? Že zelo povedno je dejstvo, da je ta simbol so uporabljale kulture več kot 5000 let nazaj in na čisto različnih koncih sveta. Se pravi, našli so rože življenja v Mehiki, na Kitajskem, tudi v hrvaških cerkvah najdemo na tleh mozaike rože življenja. To je toliko starodaven simbol in toliko močan, da ima sam po sebi tako moč, tudi če nič ne veš, če z ničemer nisi seznanjen, sam po sebi že deluje. Večina vrčev, ki jih jaz poznam, imajo ročaje in tudi skodelice imajo ročaje. Zadnjič pa sem govorila z enim gospodom, ki mi je tako skrivnostno rekel, ročaj samo škodi. Da ročaj samo dejansko škodi kreacijo. Ja, jaz sem... Ko sem začela uporabljati besedo karafa v Sloveniji, so me večinoma ljudje čudno gledali, odkje je ta beseda prišla, ampak ta beseda je dejansko v slovarju slovenskega knjižnega jezika in pomeni vrč brez ročaja. Tako da, ja, ne potrebuje ročaja in v bistvu zaradi teh kaskadnih razmer je zelo prijetno sede v roko. Bolj sede v roko in bolj se tudi poveže, kajti roka, naša roka pa pravzaprav... Ima polno končičev in živčnih končičev, s katerimi, v bistvu, ko se dotik zdravi in dotik tudi nas poveže lahko tudi z vodo. Tudi samo steklo je medij zelo prevoden, tako da v bistvu smo zelo blizu vode. Prinesli ste nam pokazati tudi ene tabele, neke grafe. Dajmo pogledati tole in če nam seveda zaupate tudi, kaj to pomeni. Ja, tole je...
merjenje energije v bovisih. Namreč vzeli so, ta test je bil delan v Nemčiji, vzeli so iz trgovine 3 naključno izbrane plastenke vode, potem so izmerili njeno energijo in se je izkazalo, da imajo 500 oziroma 1500 maksimalno nivo te energije. Po Bovisovi lestvici je pa vse, kar je više od 6500 dobro za naše telo in nas krepi, kar je pa pod 6500 Bovisov nas pa tako šibi in če tako hrano oziroma pijačo dolgo časa uživamo, potem nas tudi privede lahko do bolezni. Se pravi, nič več iz plastenke. Poglejmo še enkrat isti graf in sicer tukaj prikazuje samo iz plastenke, prikazuje še kaj drugega potem. Tako, potem so to isto vode z teh 3 plastenk dali še v karafo Aladin in jo pustili tam 3 minute in so jo potem zmerali ponovno njeno energijo z Bovisi. In so ugotovili, da je ta energija neverjetno narasla in celo na 18500, kar je res ogromen napredek oziroma ogromno povečanje. Tako da taka voda nam dejansko res nam lahko pomaga oziroma deluje preventivno pred boleznimi, ker res je polna energije in nas krepi, nas ne šibi. Glede na to, da smo pa res 70% našega telesa je iz vode, če vnašamo vodo, ki je šibka, pač bomo tudi mi šibki z energijo. To prikazuje drugi stolpec, ne? Tako. Kaj pa prikazuje potem tretji stolpec? Ja, pardon, ne, takole je. Vsak prvi stolpec, se pravi, tle imamo 3... Aha, razumem. Vsak prvi stolpec je... Imamo pa še eno tabelo. Tako. Pa poglejmo še drugo. Kaj pa lahko tukaj vidimo? To so pa v zgornji vrstici so spet 3 naključno zbrane vode. Je pa merjeno frekvenčno valovanje. Vsaka stvar ima svoje frekvenčno valovanje. Bolj gosto, ko je, na več stvari lahko vpliva. Se pravi, iz plastenk, kot vidimo, je bilo valovanje zelo šibko oziroma nekje močno, drugje pa ga sploh ni bilo. Ko se je pa voda dala v karafo, se je pa ponovno zmerilo in se je pa videlo, da je ta spektar frekvenčnega valovanja se je zelo povečal. Se pravi, voda res lahko potem na različne organe vpliva, zato ker vsak organ ima svojo frekvenco valovanja. Se pravi, gostejše je valovanje, na več organov lahko vpliva oziroma jih spodbuja. V tem času, ker živimo, ogromno govorimo o zdravi prehrani in o tem, da procesirana hrana ni dobra, ne tak. Kaj pa o zdravi vodi? Katera voda je zdrava voda? Več kot očitno po teh informacijah, ki ste nam jih posredovali, absolutno ne tista, ki je iz plastenke, ne? Tako. Vsa procesirana voda ni zdrava oziroma je brez energije. Tako v plastenkah, kot recimo iz vodovoda, je voda zdrava, se pravi, je primerna za pitje. Ne bomo se zastrupili na kratek rok, na dolgi rok pa že, ne? No, ja, na dolgi rok lahko pa rečemo, da se bomo oziroma se nam bo nekje poznalo. Če pijemo vodo, ki nima energije, se nam to na dolgi rok zagotovo pozna. Katero boste zbrali? Za katero čakro? Grleno čakro. Aha, modro, evo. Da bom lahko lepo izražala svoje misli. No, evo, za izražanje. A veste, da je najbolj priljubljena ravno ta modra? Vsi, ki pridejo, vsi bi sta modre pili. Jaz pa zmeraj rdečo zberem. Danes vidim, da za kronsko zberem rdečo zaradi te korenske čakre kot take. Se pravi, se je že skoraj za vprašati, ko si žejn, pa imaš trgovino zraven z plastenko vode, se je že kar za vprašati, a boš zdaj imaš še zdržal ali boš dejansko spil tisto? Resnično, ja, zato ker veliko ljudi se ne zaveda, da se iz plastenke, to se pravi iz plastike, v vodo izločajo tudi hormonski motilci in druge snovi. To ni samo voda v plastiki, ampak dejansko tudi voda s plastiko. Tudi plastiko zraven pijemo, delčke plastike. Slišala sem tudi to, da ogromno krat, ko začutimo, da smo lačni, pa bi šli hladilnik spraznati, da smo v bistvu žejni. Ja, to je res veliko krat. Se pravi,
Veliko stvari je, ko ponevedoma zamenjamo, recimo lakoto, že jo zamenjamo za lakoto ali pa boli nas glava, v bistvu smo pa dehidrirani, velikokrat se to dogaja. Pravzaprav, ali pa smo žejni, pa smo v resnici že dehidrirani. Veliko je teh zmot, zato ker premalo vemo o teh stvarih. No? Zato pa smo tukaj, da širimo znanje, ne? Ja. Katera voda je potem tista najboljša? Vemo, da zdaj oblike kozarcev in vrčev vplivajo na kakovost vode. Kako pa sicer? Najboljša je gotovo voda iz narave. Tisti, ki je bil kdaj v hribih in je uspel piti studenčnico, to je res en tak čaroben trenutek, sam po sebi si v naravi potoček žubori. Je pa tudi voda res taka mehka, nežnega okusa. Ta voda je gotovo najboljša in najbolj polna energije, zato ker je direkt iz narave, direkt iz vira energije. Zdaj, tukaj berem noter, tukaj se pravi, kozarci so po čakrah, in tukaj lahko vidimo potem, dejansko piše v večjih jezikih, intuicija, japonščini vidim, pa v angleščini, pa v italijanščini, pa v cirilici. Ja, vodi je vseeno v bistvu, kako ji to povemo, ona kar razume, vse razume. Vse razume. Ja. Se pravi, tudi če bi zdaj doma nekdo eksperimentiral, na list napisal ljubezen, na drug list napisal strah in dal kozarec, položil na ljubezen in drugega na strah, po 20 minutah, da proba tam, kjer je pisalo ljubezen in tam, kjer je pisalo strah, ali bo občutil razliko? Ja, ja. Bi jo moral občutiti. Vidim pri svojih strankah, občutijo razliko. Tudi če pije, recimo, velikokrat jim rečem, dajte narediti slepi test. Poskusite, natočite si v 2 kozarca vodo, v enega dajte iz karafe, v ta druga pa direkt iz pipe, brez oplemenitenja. Zaprite oči in poskusite. In ja, ljudje čutijo razliko, res. Razen, to moram pa poudariti, tisti, ki kadijo, tisti imajo velikokrat vse že narobe, malo poškodovan, tisti pa mogoče ne. Ampak drugače pa ne samo ljudje, tudi hišni ljubljenčki, oni res ne znajo uporabljati glave, pa egoistično gledati na zadevo, ne? Veliko je prišlo k meni ljudi, ki niso hoteli več kužke ali pa mucke piti vode iz pipe. In so rekli, kaj, mislim, si morajo piti, kako naj, ne? Njim ne moreš racionalno reči, to je dobro zate, da piješ. Ampak potem, ko so pa vodo oplemenitelj iz karafa, me pa kličejo in pišejo, pa pravijo, zdaj pa pijejo. Recimo tudi moški, ki ne marajo vode, potem žena kup kozarci in pravi, pa zdaj pa začel vodo piti. Tako da občutna je razlika na jeziku. Moram reči, da moj jezik zelo dobro zazna, ker ni navajen procesirane hrane in dimov in ne vem vsega ostalega, tako da jaz zelo hitro zaznam, kakšna je tista. In če se recimo mogoče ustarjava pri Masaru Emotoju, ki je dejansko govoril, kako recimo voda, ki gre po izviru, pa levo, pa desno, dejansko te hribčki in dolince, kakor so vidni tudi na kozarcih in na karafi. To je tisto, kar je dejansko neko življenje. Po vodovodu gre pa voda kako? Cik, 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 cik. Se pravi, nekih čist nenaravnih linijah. Tako. In tudi od tam prinese informacijo. Ja, ja. In potem ne samo, da so dolge ravne cevi, pa je še visok pritisk, tema, potem jo nekje kar ustavimo v nekih rezervoarjih. Mi narekujemo, kaj mora početi. In zdaj, če se spomnimo, da je voda živa stvar, v bistvu jo kot, ne vem, zdaj se to malo čudno sliši, ampak kot neka zapornica je. Mi jo ujamemo, zdaj pa takole deli, kot ti bomo mi rekli. Dokler ne pride spet iz pipe ven, tam si reče, ok, moje poti je konec, ni bilo fino. Potem, če jo damo eno tako dnevno sobo, kot je karafa, lahko tam zadiha in reče, ok, spet sem v nekem okolju, ki mi je prijetno. S tem zalivati rože, z vodo, ki je prej v oblikah narave, recimo, zalivati s to vodo rože, bojo rože tudi občutile, ne? Ja, rože se začnejo prav bohotiti. Ena prijateljica
je dajala sinkotu vsako jutro zapiti vodo iz kozarca, pa ni mogel vsega spiti in je pač zlila v en tegelc tam zraven. Pa je opazila, da tista roža se zelo bohoti, pa ni najprej povezala, pa se je pa spomnila, aha, to je zato, ker se je s tisto vodo vsak dan zalivala. Wow, zelo zanimivo. Ja. Hvala lepa za tale zanimiv pogovor o vodi, tisti, ki jo imamo vsi okrog sebe. In veste kaj, Slovenci smo lahko pa res hvaležni in ponosni na naše vodne vire. Zato spremljate tudi tiste posebne datume, ko je pa sploh fajn, da greste po vodo do izvira in razmišljate torej, kakšne so oblike vaših kozarcev, vaših vrčev, kamor natakate vode in se vprašajte, ali so to tiste prave oblike narave. Še kakšna informacija pa na www.klepetobkavi.si. Tam najdete mnogo stvari, med drugim se lahko prijavite tudi na brezplačni e-časopis, sicer pa so vam na voljo tudi naše svetovalke na 026 200 230.